Živijo in dobrodošli danes na našem prvem webinarju. V Redorbitu smo se odločili, da bomo v telih časih probali organizirati malo več webinarjev na temo, kako znotraj te krize se prilagajati poslovanje, organizacije podjetja in tudi digitalne strategije. In danes na našem prvem webinarju je z mano Miha Škrlavaj iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. On je prodekan Ekonomske fakultete in tudi redni profesor na katedri za menedžment in organizacijo Ekonomske fakultete. Mislim, da je odličen sogovornik, tako da upam, da bomo dobili tudi od vas veliko vprašanj. Na desni strani imate chat, kjer lahko postavljate vprašanja in jih bomo probali čim več tudi odgovoriti. Za začetek, Miha, pozdravljeni. Hvala, ker ste se nam pridružili. Zdi se mi, da tale situacija, v kateri smo se znašli, je spremenila marsikaj v smislu, kako tudi organizacije delujemo. Veliko je bilo govora o tem v preteklih 2-3 tednih, kako se moramo kot posamezniki in družba izolirati pa prilagoditi življenje. Veliko je bilo govora, kako kot organizacije in podjetja delati od doma. Se mi zdi, da malo manj je bilo pa govora o tem, kako ne pa zdaj, ko smo vsi doma, delamo od doma, kot organizacije se te situacije prilagodimo. Kako mislite, da se bo tale naš svet in situacija naprej razvijale? Kaj bi mogli kot podjetje narediti? Najprej pozdravljeni vsi skupaj, tudi naši gledalci, hvala za povabilo. V čast mi je, mislim, da so to eni časi, ko je resnično pomembno, da se še bolj povežemo in da se učimo en od drugega. Imamo občutek, da se to še nikoli ni dogajalo, pa pravzaprav se je. Mislim, da se lahko veliko naučimo tudi iz nekih preteklih izkušenj. Recimo, kar se tiče same organizacije dela, je tukaj en velik del tako imenovanih gig workerjev, se pravi freelancerjev. Verjamem, da se bo marsikdo od naših udeležencev danes tudi prepoznal v tem opisu. No in to, kar oni ugotavljajo o delu na daljavo, o socialni oddaljenosti in podobnih izzivih, je to, kar dejansko zdaj v večjem obsegu čutimo. Jaz mislim, da mnogi izmed trendov, ki so se pravzaprav že nakazovali, tako v vodilnih organizacijah, kot tudi v nekih raziskavah, ki jih pač poskušamo lansirati v širšo javnost, so se nakazovali že v preteklosti. Se pravi, imamo veliko večji poudarek na teh trendih in mislim, da bojo dobili pospešek. Tukaj lahko govorimo o načinih, o pričakovanjih kupcev, o nekih navadah, ki jih gotovo zelo hitro spreminjamo. Lahko govorimo o digitalni transformaciji na steroidih, če želite. Lahko govorimo o agilnih metodah inoviranja. Veliko koristnih lekcij lahko potegnemo iz teh časov. To je nekako moje, primarno opažanje. Ja, jaz bi se zelo strinjal s tem. Meni se tudi zdi, da, tako kot ste omenili, da vse se hitreje dogaja. Stvari, ki smo nekakih pričakovali, da so se zgodili čez par let, v smislu tehnologiji pa vedenjskih vzorcev, online shopping, so se zgodile v 2 tednih. Ja. Malo, nažalost, zaradi krize, ampak fizično nakupovanje je skoraj da nemogoče in vsi smo zdaj se preselili nekako na digitalne kanale. A pa lahko računamo, da se bo stanje sploh normaliziralo, da bomo šli nazaj na klasične tirnice, ki smo jih poznali v preteklosti, ali bomo zdaj ostali v tej novi realnosti in bomo praktično mogli se kot podjetja prilagoditi temu, kako so se potrošniki spremenili. Meni je bil zelo všeč razmislek, ki ga je imela filozofinja dr. Alenka, zdaj mi šlo iz glave, v glavnem, Govorila je o tem, na kakšen način, kaj lahko pravzaprav pričakujemo zdaj od te nove realnosti. In dejansko jaz mislim, da nastaja neka nova realnost. Ta realnost seveda ne bo enaka, kakor jo zdaj doživljamo. Menim, da bo veliko odvisnega od tega, kako dolgo časa bo pravzaprav ta izredna situacija trajala. No in če si zdaj predstavljate, da smo zasukali se na nek drugi konc kontinuuma, verjetno bomo se vrnili nekam v sredino, potem ko bo konc, koliko bomo bliže stari realnosti in koliko bomo bliže trenutnemu stanju, je pa resnično odvisno od tega, koliko časa bo to izredno stanje pravzaprav trajalo.
Ja, in predvsem v tem času, se pravi, lahko kaj naredimo, lahko čakamo, da bo konc krize, ali lahko vmes že kaj ukrepamo, oziroma kakšni bili vaši nasveti, nekaj ste že omenjali, da se lahko učimo iz preteklih podobnih situacij in krize, kaj naj kot podjetje zdaj naredim jaz? To je zdaj prvi del vprašanja, je najbrž retoričen, ne? Ja. Čeprav opažam po oboje reakcije. Zdaj, če gledate malo raziskave v preteklih obdobjih, preteklih krizah, je prvi in nemuden odziv ljudi je tak, da malo zmrznemo, ne? Se pravi, da nas je strah, da se začnemo potem moralizirati, da se pojavi stigma, da se pojavi na koncu tudi klic k akciji. Kar je razlika, recimo ta kriza v primerjavi s prejšnjimi je, da informacije precej hitreje krožijo in da so se institucije okrog nas naučile veliko koristnega. Tako da tam, kjer institucije delujejo, tam, kjer informacije krožijo na en tak umeren in proaktiven način, potem tudi vsi akterji, vključno z nami, ki delujemo v organizacijah, razumemo, da bo treba nekaj spremeniti. Tako, kislo sem se nasmehnil, ko sem videl en grafit, mislim, da je bil v Koreji, Južni Koreji, ki je napisal, da ne bomo se, oziroma tako je, kaj mislite z vračanjem v staro realnost? Točno ta stara realnost je bila problem, ne? Se pravi, včasih me sprašujejo ljudje v bistvu, a zdaj je čas, da malo pozabimo na te naše zelene transformacije, da pozabimo na ideje bolj vključujočega voditeljstva, bolj humanih organizacij. Odgovor je nikakor ne. Prav zdaj je najboljši čas za velike spremembe v dolgoročno in pravo smer. Se pravi, če gremo kar malo po vrsti, ne? Prej sva začela se pogovarjati o pričakovanjih strank. Stranke bodo pričakovale, in to z dokajšno mero nestrpnosti, precej gladko uporabniško izkušnjo. Ne? Se pravi, zdaj tudi vidim in opažam, da pač ni več pardona glede tega, da se nekaj ne da. Ne? Da se, če se želi. Zaposleni si zaslužijo, da so vključeni. Tukaj obstaja tista stara dogma, ne, da ne bi bilo vodenje v organizacijah, ko je kriza, da rabimo avtokrate. Zelo narobe. Poglejte si malo Ameriko, pa boste videli, kako stvar funkcionira, ne. Razlog je preprost. Ko delujemo v razmerah negotovosti, ga ni heroja, ki bi imel vse potrebne informacije, in ga ni heroja, ki bi imel znanje in kapaciteto, da bi vse sprocesiral. Pa vam bom dal še en bolj, en tak slikovit primer iz živalskega sveta, ne. Bizoni so organizirani centralno, dokler niso lovci ugotovili, da je treba odstreliti prvega v vrsti in da obstane cela čreda. Gosih, ki veljajo za pokriven za neumne, pa dejansko so zelo dobro organizirane. One imajo v špici, pravzaprav se izmenjujejo se v timih in potem gre ta tim, ko se izčrpa, gre na konc in vstopijo drugi. Ne? In to je nek modern pristop tudi k vodenju organizacij, ki seveda bazira na tem, da se je potrebno aktivirati kot agent sprememb, ne, da nekdo more zaganjati ideje in kolesje, ampak od tukaj naprej je treba vključevati. No in zdaj, če imamo mi te agilne pristope k inoviranju, če imamo te moderne pristope k vodenju, če se zavedamo, da se svet okrog nas spreminja, iz tega izide mnogo odličnih priložnosti in nekih novih poslovnih modelov. Ja, super. Jaz se zelo strinjam s tem, kar so zdaj rekla, vključenosti, ampak če se lahko mogoče malo bolj konkretno. No? Zdaj nekako moramo vključiti svoje time, svoje zaposlene, svoje sodelavce. Ali malo se že govorili, se pravi, je težko pričakovati, oziroma napačna smer bi, kolikor razumem, bila, da bi zdaj čakali in z vodstva, z menedžmenta, gremo to pa to delati, a je bolj ustanoviti kakšne, ne vem, delovne skupine ali growth hacking time, rečemo v digitalnem okolju se bolj s tem srečujemo, ki izven klasičnih organizacijskih struktur delujejo in nekako probajo prebiti in inovirati. Kako konkretno ne pristopimo k temu?
Zdaj, izkušnje nas učijo, ne, tudi iz vodilnih organizacij, tudi v mirnih časih, da v bistvu gre trend k organizaciji pravzaprav k nekim timov. Ne. Se pravi, seveda, ta ekstrem, ki ga je imel recimo Zapos, da so do konca popraskali hierarhijo, je povzročil veliko zmede. Tako da to jaz tega ne trdim, da so neke holakracije, da so odgovor. Ne. Še vedno mora biti jasno, kdo koordinira napore, ampak na način, ki je pravzaprav moderatorski. Spravi, moderni stili vodenja, moderni stili organiziranja so taki, da vključujejo širok nabor ljudi in da je to neka koordinirana dejavnost. Tako da to je eden izmed mnogih paradoksov, mislim, do katerega bomo prišli. Ne? Spravi, da rabimo in neko strukturo, ampak znotraj te strukture pa ogromno polnomočenja in vključevanja in nekega sploščevanja in tako. Ne? Kratka, zanimivi časi, no? Tudi z vidika organizacijskega razvoja in vodenja. Ja, mislim, da se vsi na koncu skoraj da prvič večinoma srečujemo s podobno situacijo in da se vsi še malo učimo in lovimo, ampak skozi čas gotovo bomo marsikaj, kakšno dobro prakso odkrili in jo začeli bolj uporabljati. Prej ste že malo omenil, mislim, da McKinsey je par dni nazaj naredil in objavil eno raziskavo o tem, kako se podjetja po vsem svetu nekako soočajo s to krizo in kakšne so njihovi odgovori in nekako so definirali 5 stebrov. Zdaj bom prebral, ker jih ne vem na pamet čisto točno, ampak en steber je bil zaščita zaposlenih v smislu zdravja, psihološkega, socialnega in podobnih zadev. Druga je stabilizacija dobavne verige. Tretja je bila komunikacija in nekako vključevanje, engagement potrošnikov ali naročnikov. Četrti sklopi so finančne projekcije in ukrepi in peti je bil, težko je poimenovati ali pa prevesti v slovenščino, je to krizni štab ali bolj to, kar ste prej v prejšnjem odgovoru nekako omenjal, eno centralni, živčni komunikacijski sistem, ki nekako povezuje različne deležnike med sabo in različne ekipe med sabo pri ene enotni in centralni komunikaciji in usklajevanju. Zdi se mi, da je tega pri nas precej manj. Kakšni so vaši pogledi na to? Jaz mislim, da je tako, no, malo prezgodaj je prav nekaj zelo posplošenega trditi o tem, kako se naše organizacije odzivajo, ker noben nima pravzaprav res sistematičnega pregleda. Vsak od nas ima pač nek pogled v svojo organizacijo, vidimo pač svojo branžo in tako naprej. In jaz mislim, da imamo izjemno perspektivne zgodbe, imamo pa tudi izjemno pasivne zgodbe, tudi pri nas, ne. Zdaj, ta McKinseyjeva zgodba je po mojem rahlo bolj razdelan proces pač spreminjanja v nekih bolj zahtevnih razmerah. Zdi se mi, da je tudi mogoče celo bolj pisan na kožo nekim proizvodnim pa velikim organizacijam, kar govori in o logistiki in o dobaviteljih, ampak lekcija je pa ta, najprej je treba pač poskrbeti zelo hitro, zelo učinkovito za te prve odzive za zaščito, zato da se poskrbi za osnovne potrebo po varnosti, potrebo po pač nekih ključnih potrebah, ki jih imamo ljudje. In to seveda so v tej situaciji tudi psihološke potrebe. Tako da recimo mi smo veliko se s tem ukvarjali, da smo imeli zelo redne, neke pogovore, neka taka jutranja Scrum srečanja, sem jaz uvedel za svojo enoto, da je vsak od nas imel priliko povedati, kako si, kaj delaš, ti lahko kako pomagamo. In to je približno, ta stvar je bila funkcionalna verjetno en teden, 10 dni. Zdaj smo pa ugotovili, da pravzaprav lahko že malo popustimo, da marsikatera stvar je prišla v svoje tirence, da ni treba, da se zdaj vsak javlja, ampak da gremo pač za tiste, ki imamo bolj nek dan ali pa smo prišli na vsak drugi dan. No in zdaj pa prehajamo po mojem v razvojno fazo. Začeli smo se pogovarjati o tem,
kaj so, neke dolgoročne priložnosti tega, kar se nam zdaj dogaja. A je možno kakšno od tistih stvari, ki se je prej kar ni dalo, pa ni dalo, da bomo zdaj vsi skupaj ugotovili, da obstaja potreba in da se da kaj tudi dolgoročnega bolj, pospešiti v teh časih. Tako jaz vidim. Jaz vidim malo ta proces do zdaj iz svoje ožje perspektive mal bolj enostavno, no, kot ga je McKinsey pač zastavil. Ja, gotovo so oni mogoče malo bolj celostno pristopili k tem, ampak zdi se mi, moja opažanja so zelo podobna, kot ste jih sam opisal v prvih 2 tednih tele fizične izolacije, ki smo jih dali čez, smo bili vsi malo raztrešeni, smo se malo lovili, iskali pravi ritem, zdaj se mi zdi pa, da so se zadeve malo normalizirane in da tudi podjetja in organizacije počasi prehajamo v to fazo, kot ste opisali, da začnemo mogoče malo razmišljati, ok, kaj pa zdaj? Trenutno je zdaj to naša realnost, kako napredovati, kam investirati svoj čas, kam razvijati. A lahko mogoče malo bolj konkretno pišete ta postopek, a to, kar ste rekli, iščete nova ideja, to zdaj imate tedensko, vsi brainstormirate, kdo se odloča, kako oblikovati ta proces razdelitve in rečemo odločanje, kjer ideje se izvajajo in kam investirati svoj čas. Ja, ne vem, če bi ravno rekel, da smo mi neka splošno, veljaven primer organizacije, pač izobraževanje ima svoje specifike, ne. Jaz bi mogoče rajši, da bo bolj zanimivo za vse naše gledalce in poslušalce, povedal, da pač spremembe imajo vsaj dva vidika, ne. Proces sprememb ima vsaj 2 nivoja. Eden je nivo organizacije in zdaj pri vsaki spremembi seveda je prva faza mobilizacija. Tukaj, v tem konkretnem primeru, je mobilizacija bila izjemna, zato ker je vsem jasno, vsakega se dotakne, da pač hudič muhe požrl, ali kako je že tista. Skratka, da ni več, da ni heca. No in druga faza je potem neko gibanje. In tukaj pri tem gibanju jaz mislim, da se organizacije zelo razlikujejo glede na stile vodenja, glede na kulture, glede na pričakovanja sledilcev. No in tukaj pravim, da tiste organizacije, ki bodo uspešne, bodo znale vključiti, strateško vključiti in to čisto zares, velik del svojih deležnikov. In pod deležnike mislim tako notranje kot zunanje. Jaz sem zelo ponosen na to, kaj smo naredili na EFE-ju v sklopu svoje kampanje EFE prispeva, če smem povedati. Tam smo se dosti hitro odločili, da je pač čas tak, da vsak more nekaj prispevati tej skupni zgodbi, ne. In narašča razumevanje, da pač je korona in COVID-19, da je zelo taka večglava pošast, ne, in da tudi mi lahko nekaj koristnega povemo in o ekonomskih in o poslovnih vidikih. No, in smo se aktivirali ravno tako kot mi dva zdaj, prek webinarjev, preko katerih moji kolegi eksperti pač delijo svoje znanje z udeleženci o tem, kakšni bodo recimo učinki na BDP, kako vidijo ukrepe potrebne. Skratka, zdaj štartamo nekako s temi makrotemami. No, glavno, to je bil en vidik, ampak iznotri tega in manj vidno se zelo dosti ukvarjamo seveda tudi študenti. In študenti so, moram reči, da imam tudi interakcije z njimi, ne, prek Zooma, izjemno zadovoljni, ponosni in pripadni, da jih vključujemo na tak način in da dejansko proces ni zastal. Pa vedite, da imamo mi pravzaprav študente po celem svetu, ne samo v Sloveniji, in da je bil to tako res hitra sprememba. No in tukaj so seveda še zaposleni, ne, njimi se je tudi treba ukvarjati na način, mi nismo freelancerji, mi nismo gig ekonomija, tako da to so bile tudi stvari, kjer je bilo treba vzpostaviti in forume, kjer smo si delili znanje in tudi načine, kako poskrbeti, en za drugega. Tako da to je en tak, moja kolegica pravi, da to je en team building na kvadrat, da je ta priložnost, ne. No in v tretji fazi pa še nismo, to je pa faza neke vzdržnosti. Se pravi, to je ta faza s pogledom naprej, ko razmišljamo, kaj od tega se dejansko da, strateško implementirati,
ali se nam recimo kot Sloveniji odpirajo nove priložnosti, in jaz mislim, da se. Zato, ker mi smo nekje ujeti med, rekel, ta srednji del, rekel, svetovne ekonomije, ko imamo izjemno dobro razmerje med kakovostjo in ceno, globalno gledano, ne? To vidim tudi za našo panogo. In mislim, da na način, da si postavimo neke nove poslovne modele, bomo dejansko lahko dosegli širši krog, tako kot ekonomija. Tako da vidim to kot eno veliko priložnost. To sem govoril o organizacijskem delu spreminjanja in o teh 3 fazah, mobilizacije, gibanja in vzdržnosti. Potem je pa tukaj še psihologija. Nobena sprememba se ne zgodi, če se ne zgodi sprememba v glavi človeka. No, in prva faza je tukaj zavedanje. Zavedanje je nekaj, kar je bilo nam dosti hitro pač jasno zaradi neprestanega bombardiranja in hitro je prišlo pravzaprav do nas, ko je prišlo lokacijsko blizu nas, ne. Tako da s tem ni bilo problema in to je seveda tudi vzbudilo neke aktivne reakcije pri ljudeh, aktivne so pa lahko v plus ali v minus, ne. Jaz pravim, da se v takih časih pokaže in najboljše in najslabše pri ljudeh. Tako da s tem se je treba zelo pazljivo ukvarjati in to aktivacijo, rekel, čustev in reakcij usmeriti v pravo smer. In če jo usmerimo v korist motivacije, zanimanja, smo prišli na drugo fazo, rekel, psihologije sprememb. In potem je seveda treba vključiti ljudi preko nekih metod poskušanja, se pravi, da imamo neke male eksperimentke, na katerih se učimo, vsak mora imeti nek projekt, neko priložnost za to, da nekaj novega razvije in vse to skupaj seveda potem ustvari gibanje, tudi organizacije. No in 4. faza potem psihologije spreminjanja je pa prevzemanje. To je pa takrat, ko postanemo, rekel, lastniki teh sprememb, smo jih pripravljeni tudi drugim naprej prodajati in zagovarjati. Tako da skozi to se razvijajo neke lahko se razvijajo zdrave kulture sodelovanja, kulture pomoči, kulture solidarnosti v organizacijah. Imamo veliko priložnost, da naredimo boljše in bolj zdrave organizacije, kot smo jih imeli prej. Tako, se strinjam, se mi zdi, da kakor je kriza, mogoče narobe rečeno, jo lahko izkoristimo, ampak ja, moje mnenje se zelo podobno vašemu, se pravi, zelo veliko pozitivnih stvari lahko izide iz te krize, treba bo pa, tako kot ste sami omenili, verjetno vlagati v te spremembe, vlagati v inoviranje in ne samo čakati, da bo vse to minilo. Ja. Imamo eno vprašanje, klele Ajda sprašuje, ali bi lahko namesto o socialni ločenosti govorili o fizični ločenosti? Meni je namesto socialne ločenosti pravzaprav dosti bolj všeč socializiranje na daljavo. Se pravi, če vam povem po angleško, namesto social distancing, distance socializing. Okay. Če sem bil jasen v tem odgovor. Skratka, ja, smo fizično ločeni, ampak je treba poskrbeti, da ne bomo tudi oddaljeni od drugega. In tukaj pač tehnologija nam pomaga, moramo se pa naučiti živeti s to tehnologijo. Se pravi, prve reakcije so bile prekomerne, 16 ur na dan se pač ne da biti non-stop na Zoomu, ko te začne vrat boleti, pa tesnoba, pa tudi v sosednji sobi imamo vsi še kakšnega, ali pa veliko nas kakšnega malčka, ki pričakuje, da se z njim kdo kaj ukvarja. Tako da se učimo, kako najti v bistvu en dober način, ampak je recimo kolega, ne vem, če sem ga že omenil, z INSEAD-a, Gian Pietro Petriglieri, on je dejansko je psiholog, ki se je ukvarjal z izobražen s tem in se je ukvarjal z situacijami, ko smo gig ekonomijo pa freelancerji. In pravi, da sta dve zadevi sta ključni. Prva je ta, da zelo sistematično poskrbimo za to, da družabnost pač na ta nov način se dogaja in poteka. In druga stvar znotraj organizacij pa, da skrbimo za kulturo pomoči, kolegialne pomoči. Ja, in
fizična ločenost verjetno ni isto kot socialna ločenost, fizično smo ločeni, ampak kako ste omenili, imamo tehnologijo, da se med sabo tudi kljub temu probamo družiti virtualno. Ja. Veste kaj, če smem samo skočiti malo. Tle je veliko enih paradoksov. Ne? V 50 letih prejšnjega stoletja se je začel en tak velik val urbanizacije. Ne? In pričakovanje sociologov, teh, ki pač so študirali socialna omrežja, je bilo, da zaradi tega, ker bojo ljudje fizično bližje, da se bojo njihova družabna omrežja zgostila. Zgodilo se je pa ravno nasprotno. Ne? Izolacija, ja, to, da se pač v dvigalih v velikih mestih ljudje en drugmu pač izogibajo stika z očmi, da ne bilo treba slučajno koga pozdraviti. Ne? Tako da tudi v offline svetu je veliko priložnosti in potreb, da se ukvarjamo s tem, kako se obnašamo en do drugega, kako gojimo ene zdrave odnose na delu in zunaj njega. No? Ja, in se popolnoma strinjam, zdi se mi, da mogoče je to zavest o tem, da se moramo virtualno malo več družiti in pogovarjati, da ne bomo ostali osamljeni doma in izolirani, je dokaj velika v Sloveniji. Moje opažanje pa na drugi strani v gospodarstvu so pa, da določene podjetja, ne vse, ampak so pa določene podjetja, ki so v tem času kar ukinila celo komunikacijo z potrošniki, ker pač je kriza in ne delamo in podobne zadeve. Napaka. To pomeni, da če si bo kdo pogledal včerajšnji webinar mojega kolega Jožeta Damjana, bo videl, da govori o dveh možnih situacijah oziroma prognozah. Ne. Ena je ta, da imamo eno kratko krizo pa hiter odboj in že ta je izjemno draga. Ne. Ta nas lahko stane tako 6-8% BDP-ja in pač so neki veliki in hitri ukrepi zelo na mestu. Zdaj, če bomo pa vsi zmrznani za eno daljše obdobje, si pa sploh ne upam pomišljati, kaj to pomeni. Se pravi, vsak od nas in vsaka organizacija mora res poskrbeti za to, da v okviru nekih relativno varnih razmer stvari laufajo. A pa bi lahko podal kakšen primer panoge, podjetja ali pa industrije, ki se mogoče s to krizo trenutno spopada nadpovprečno dobro? V bistvu je težko reči. Zdi se mi, da nismo še pograbili vseh priložnosti. Jaz bi najprej želel pohvaliti naše javno zdravstvo, če smem, ker se vidi, da imamo procentualno velik odstotek testiranih, ne glede na to, da tehnološke kapacitete niso na ravni tega, kakor so recimo v Južni Koreji, ki se vidi, so tiste telefonske govorilence naredili, pa dejansko v istem času 10 ljudi, 10krat več ljudi dejansko testirajo. Ne. To so ljudje, ki jih je vredno, mislim, in tudi panoga, ki jo je res vredno pohvaliti in tudi ohranjati v bodoče. Zdi se mi, da je tukaj ogromno enih teh skritih herojev, ki poskrbijo za to, da so smeti odnešene, za to, da pošta pride, za to, da lahko hrano dobimo. Skratka, precej te bazične in živila aktivnosti, ki smo jih vedno imeli za tako zdravo zagotovo, tečejo ravno po zaslugi tega, da sistem funkcionira dovolj dobro in da so ljudje v tem sistemu zelo zavzeti. Tako da, kar se tiče recimo ta del proizvodnje živila in tako naprej, se tudi pričakuje, da bodo dejansko dobili skozi to krizo. To, da se mi dva zdaj pogovarjava prek nekega tehnološkega orodja, pomeni tudi, da je cela panoga tehnologije, da je v zelo dobri situaciji in ima veliko priložnosti, precej več kot ostali. Ne? Za farmacijo nisem čisto prepričan, bojo znali sami povedati, imamo pa vsi velika pričakovanja od tega, da bo najprej prišlo zdravilo, potem pa še cepivo. Turizem se mi zdi, da je ena panoga, ki izjemno trpi v tem času in dejansko, ko zgubiš posteljo dan in gosta, bo to težko povrniti takoj. Ne? Tako, no, to je kar opažam. Vidim pa veliko neizkoriščenih priložnosti in vidim jih zlasti zaradi tega, ker
imam dovolj izkušenj z Kitajske, da vem, oni so recimo, mislim, da so se oni naučili tudi iz svojih preteklih, teh H1N1, H1N5, se pravi popularno rečeno ptičja pa prašičja gripa, da so se naučili, kako organizirati vse to logistiko, dostavo hrane. Oni pravzaprav živijo na WeChatu. In to je ena stvar, ki po mojem jo lahko mi pričakujemo. In če si malo pogledamo, kaj so oni naredili v izredno kratkem času, je po mojem to, niti utopija, niti distopija, ampak je to ena bližnja realnost tudi za nas, ki dejansko imamo relativno kratke razdalje, pa manj zahtevno logistiko. Tako da priložnosti na kratko vidim v vseh panogah, so velike razlike v tej trenutni situaciji, ampak čisto vsaka panoga, vključno z mojo lastno izobraževanjem, se lahko veliko nauči in lahko dejansko postavi svoje poslovne modele na novo. Ja. Še eno vprašanje imamo od Matjaža. Kako naj agencije, ki ponujajo digitalne rešitve, pristopijo do tistih podjetij, ki v tem trenutku še bolj kot prej potrebujejo nadgradnjo svoje digitalne sfere in razvoj rešitev, brez da bomo izpadli plenilci v času krize? Ja. No, tukaj ste vi bolj eksperti, kot jaz, kar se tiče pricinga, ampak lahko vam pa povem z vidika uporabnika, kaj je tisto, kar rabimo, pa z vidika nekih modernih pristopov k inoviranju. Prosim, ne prihajati z strategijami razvoja digitalne komunikacije ali pa s kakšnimi belimi knjigami ali čem podobnim. Zdaj je potreba po precej bolj pilotskih rešitvah. Se pravi, če boste prišli z nekimi rešitvami, ki imajo strateško, pašijo v nek kontekst, kot ga vi razumete, za dano organizacijo, hkrati pa rešujejo neke izzive tukaj in zdaj, jaz mislim, da je to dober način. Skratka, ta način, ko nekih manjših projektov, pilotov, iteracij, ki lahko vodi k nečemu večjemu. Pa da sami tudi vzamemo svoja zdravila, kot se reče, torej, da se štarta iz res poglobljenega razumevanja stranke, se pravi ta user-centeredness, da se gre v iteracijah od malega proti večjemu, da se zavedamo, da je to situacija, kjer je veliko negotovosti, skratka, da bo v tem procesu veliko učenja, skratka, neka partnerstva je treba razvijati. In znotraj partnerstva je seveda to, kar marsikdo od nas počne, da ponujamo stvari pač tudi brezplačno. V dani situaciji in se zavedamo, da ko bomo vsi skupaj zalaufali, je verjetno to izraz nekega zaupanja in da bomo pač lahko si zaslužili za kruh in eni in drugi. Tako, gradijo se partnerstva po mojem tem času. Se strinjam, tako kot ste že v uvodu povedal, je zdaj verjetno čas, ko stopimo skupaj, si pomagamo, ni treba, da vsi gledamo samo na profit tukaj, ampak tudi malo na solidarnost in pomoč. Ja. Mogoče še zadnje vprašanje, preden zaključiva. Zadnja misel, zadnji nasvet vodstvenim ekipam v podjetjih. Kaj naj bo naš naslednji korak mogoče? Ja, saj prej sva malo začela, že v tej smeri. Jaz mislim, da je tako, da delujte kot agenti sprememb. Se pravi, je pomembno, da poganjate stvari, ampak dajte se zadržati takrat, ko mislite, da imate že pravo rešitev, pa dajte rajši vključiti neko ekipo, ki lahko pride do te rešitve. Se pravi, definitivno je čas za vsa ta znanja, ki jih imamo o vodenju procesov sprememb. Definitivno je čas tudi za to, čemur pravimo mi v znanosti postherojsko vodenje. Prej, če se spomnite prispodobe bizonov pa gosi, je to po mojem najlepši prikaz. V osnovi postherojsko vodenje pomeni to, da je to vodenje, katero ni osredotočeno na vodjo, ampak na tiste, ki ga pač legitimirajo. Se pravi, gre za sledilce, ne gre za vodjo. Potem je tukaj digitalna transformacija, kjer ugotavljamo verjetno vsi, da tehnologija je še najhitrejši del te transformacije.
Kako se pa zgradi kulture sodelovanja, kako prečkamo vse te silose, kako premagamo neke stare zamere, neke te rovovske bitke, ki se pojavljajo v organizacijah. Mislim, da je to ena pravzaprav velika priložnost, da se naredi en velik korak naprej. Z vidika vodenja, kako voditi ljudi, ki jih ne vidiš, ne? Bi spet poudaril pa povzel to, kar sem povedal glede distance socializing namesto social distancing. Ne? Se pravi, kaj vse lahko naredimo za to, da smo povezani, ravno dovolj, ne preveč, da smo si na razpolago, pa hkrati, da nismo 24/7 na razpolago, da ohranjamo, bi rekel, tudi neko mentalno zdravje ljudi. No in zadnja stvar pa tudi to, da je verjetno vsem jasno, da je potreba po inoviranju je še toliko bolj izrazita, da je to inoviranje se dogaja na večjih nivojih. Eno je inoviranje v samem procesu, se pravi neke moderne metode dela, od dizajnerskega razmišljanja do agilnih metod, do inovatorjeve metode, tega je veliko. No? In pa jasno, da vse te izjemne priložnosti kličejo po inovacijah v poslovnih modelih. Toliko se mi zdi, no, da bi bile z moje perspektive nekoga, ki pač mal bere te stvari, pa ki jih tudi doživljam konec koncev kot vodja, to bi bile nekako prioritete, kot jih jaz vidim v tem trenutku. Odlično, hvala lepa. Super informativni odgovori, mislim, da saj jaz sem veliko odnesel od vaših odgovorov, tako da še enkrat hvala za sodelovanje. Tudi ostali, hvala, ker ste se nam pridružili. Nadaljujemo v petek z webinarjem AMA, Ask Me Anything, kar pomeni, da pridružil se nam bo Črt, ki je strateg na Red Orbitu, in jaz, karkoli povezanega z digitalnimi strategijami, kako pristopiti. Komod se nam pridružite in postavljate tudi naprej vprašanja. Webinari pa že objavljeni na naši spletni strani, tako da se lahko prijavite že danes. Še enkrat hvala in srečno in ostanite zdravi tudi naprej. Hvala lepa tudi vam, ostanite zdravi pa pametni tudi. Hvala. Srečno, nasvidenje. Ja.